Kar se tiče okužb z odpornimi bakterijami, so te v evropskem prostoru relativno pogost dogodek in žal številni bolniki zaradi tovrstnih okužb tudi umirajo. Ta problem je pereč danes, ta problem bo še bolj pereč v naslednjih desetletjih in po oceni, koliko ne bomo z različnimi ukrepi za pravilno uporabo antibiotikov problema obvladali, nekje lahko pričakujemo, da bo leta 2050 zaradi okužb z odpornimi bakterijami na svetu umrlo že več kot 10 milijonov bolnikov. To je v bistvu številka, kar se smrti tiče, ki je danes primerljiva, na nek način primerljiva s številom bolnikov, ki danes umro zaradi rakavih bolezni. Še nekaj bi želel izpostaviti, na antibiotike postane odporna bakterija, ne človek in ne žival. Res je, da je to problem, s katerim se pogosto soočamo v bolnišničnem okolju, vendar na drugi strani generira problem odpornih bakterij na antibiotike tudi celotna družba, tudi stanje v družbi. Pomembno je, da vemo in da se zavedamo, da se antibiotiki ne predpisujejo samo v humani medicini. Veliko antibiotikov se porabi v predelovalni industriji, v živinoreji in v veterini. Odstotek bakterij, ki so odporne na antibiotike, v zadnjih 5-6 letih narašča. Ne bi šel tu v podrobnosti, kar se tiče povzročiteljev, ki so stroki dobro poznali. Morda bi pa vseeno izpostavil dve bakteriji in pa konkretne številke. Bakterija Acinetobacter je pogost povzročitelj bolnišničnih okužb in če pogledamo podatke, v letu 2021 v primerjavi z letom predtem je odpornost te bakterije na antibiotike, ki jih običajno uporabimo za zdravljenje tovrstnih okužb, narasla kar za 43%. In če pogledamo drugo bakterijo, Klebsiella pneumoniae, je odstotek odpornosti te bakterije v letu 2020 v primerjavi z 2019 naraslo za 31% in leto kasneje še za dodatnih 20%. Skratka, gre za velik problem, to so podatki za celoten evropski prostor. V Sloveniji so morda ti odstotki nekoliko nižje, pa še vedno daleč od tega, da bi bili zanemarljivi. In jasno je, da zdravljenje tovrstnih okužb države in našo družbo nenazadnje ogromno stane. Tu sem se na kratko dotaknil še prognoze bolnikov z okužbami, ki jih povzročajo odporne bakterije, kje je Slovenija v primerjavi z ostalimi evropskimi državami, nekje smo na zgornji drugi polovici. V Sloveniji vsako leto zaradi okužb z odpornih bakterij dodatno, poudarjam dodatno, umre več kot 100 bolnikov. Celokupna smrtnost zaradi okužb s temi bakterijami je seveda pomembno in bistveno višja. Tu vam prikazujem še podatke, kar se porabe antibiotikov v Sloveniji tiče. Poraba je izražena v dnevno definiranih odmerkih na 1000 prebivalcev dnevno in vidimo, da v letih do leta 2019 je ta poraba v slovenskem prostoru približno konstantna, ne raste in bistveno ne pada, se je pa celokupna poraba antibiotikov v Sloveniji v letu 2020-2021 znižala. To znižanje gre na račun covida, epidemije covida, vendar je tu potrebno poudariti nekaj. Seveda, celokupna poraba se je res znižala v populaciji. Poraba antibiotikov v bolnišničnem okolju se je pa dvignila, je porasla. Kaj so razlogi za eno in drugo? Znižano porabo lahko pripišemo seveda številnim ukrepom, ki so bili sprejeti 2020 zaradi preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 virusnih okužb. Govorimo o maskah, omejevanju druženja, razkuževanju rok, držanju medsebojne razdalje, zapirali smo šole in tako dalje. In skratka, ti ukrepi so na nek način pozitivno vplivali na prenos tudi drugih virusnih in pa bakterijskih okužb in posledično se je poraba antibiotikov zmanjšala.
Nenazadnje je bil tudi dostop do osebnih družinskih zdravnikov težji, otežen in marsikdo od bolnikov z lažjo obliko bolezni je okužbo prebolel doma, posledično poraba antibiotikov nižja. Na drugi strani, kot sem omenil, v bolnišnicah smo porabili več antibiotikov. Razlog temu je eden verjetno v tem, da so v bolnišnice prihajali pogoste bolniki s težjo obliko bolezni, več je bilo zapletov in posledično višja je bila poraba antibiotikov. In še en razlog, ki je zelo verjeten, je v tem, da smo pri bolnikih s COVID-om srečevali podobno klinično sliko in neredko tudi povišane laboratorijske kazalce vnetja, ki jih najdemo in srečamo pri bolnikih z bakterijskimi okužbami, kar je pogosto vodilo v napačno odločitev zdravnikov za uvedbo antibiotika. In nenazadnje v bolnišničnem okolju smo se v teh 2 letih pogosteje srečevali z okužbami z odpornimi bakterijami. Kar spet govori pri temu, kar sem na začetku že omenil, večja poraba antibiotikov vodi v porast odpornosti bakterij na antibiotike. Tu so podatki porabe antibiotikov v domačem in pa na levi strani v domačem oziroma izven bolnišničnem okolju in tu za mano desno v bolnišničnem okolju. Gre dejansko za veliko porabo antibiotikov, za veliko količino porabljenih antibiotikov in tudi to je našo družbo kar precej stalo. Konkretno za antibiotike smo v letu 20 oziroma 21-letno izdali več antibiotikov v vrednosti več kot 20 milijonov evrov in enako velja za bolnišnično okolje. Skratka, ti antibiotiki, ki smo jih predpisali v bolnišničnem okolju, so našo družbo, če lahko temu tako rečemo, stali več kot 20 milijonov evrov na letnem nivoju. Poraba antibiotikov v izven bolnišničnem okolju, vidite, je pomembno višja kot poraba antibiotikov v bolnišničnem okolju. Res je, da je Slovenija v primerjavi z ostalimi evropskimi državami, kar se porabe antibiotikov izven bolnišnic tiče, nekako boljši poziciji. Manjša je ta razlika napram ostalim evropskim državam, napram povprečju porabe glede porabe antibiotikov v bolnišničnem okolju, ampak v enem in drugem primeru imamo še veliko manevrskega prostora. Z eno besedo antibiotikov se tudi v naši družbi porabi preveč in prepogosto se za tovrstno zdravljenje odločamo pri bolnikih, ki antibiotika ne potrebujejo. Za konec morda še enkrat to. Antibiotik pri virusnih okužbah ne pomaga, na drugi strani vemo, da večino okužb, s katerimi se srečujemo v zimskih mesecih, povzročajo virusi, zato je ključna pri borbi obvladovanja odpornosti bakterij na antibiotike odločitev, ali bolnik potrebuje antibiotik ali ne, oziroma da zdravilo predpišemo samo bolniku za bakterijsko okužbo, ki zdravilo dejansko tudi potrebuje. Pomembno je tudi, da zdravilo predpišemo v ustreznem odmerku in ustreznega trajanja. In tu je seveda ključno sodelovanje stroke in laične javnosti, sodelovanje zdravnika in bolnika. Na eni strani zdravnik mora sprejeti pravo odločitev, bolnik mora odločitev zdravnika upoštevati, spoštovati in se teh navodil držati. Še ena zadeva je stvar, ki se želim dotakniti, je, da mi imamo danes tudi druga orodja, s katerimi na nek način lahko posredno ali neposredno vplivamo na porabo antibiotikov. Govorimo o cepivih. Imamo cepivo proti gripi, imamo cepivo proti nekaterim bakterijskim okužbam. Če bomo posameznika cepili proti gripi, bomo s tem na nek način posredno vplivali tudi na manjšo porabo antibiotikov, in sicer dejstvo je, da pri bolnikih z gripo pogosteje prihaja do sekundarnih bakterijskih okužb, kar pomeni se, bolnik je zaščiten pred gripo, ne bo dobil sekundarne bakterijske okužbe, poraba antibiotikov bo manjša. To je posreden vpliv na porabo, direkten vpliv pa je seveda, če bolnika zaščitimo pred bakterijskimi okužbami in imamo cepivo proti pnevmokoknim okužbam. Pnevmokok, vemo, je najpogostejši povzročitelj okužb dihal domačega okolja, se s tem cepljenjem direktno, neposredno znižujemo incidenco bakterijskih okužb in zmanjšujemo porabo antibiotikov.